Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Danes nas je kar nekaj zbranih takole navsezgodaj v studiu in vsi skupaj predlagamo, da je čas za prvo jutranjo vadbo, ker kako že ponavadi radi rečemo, da danes pa res začnemo, velja? In zato si res ne bi mogli izbrati boljšega datuma. Zdrav duh v zdravem telesu oziroma mens sana in corpore sano. Ta latinski izrek, ki ga je zapisal Juvenal, na nek način lepo izraža misel, da moramo skrbeti za telesno in duševno zdravje. Torej, če bomo skrbeli za svoje telo, bo naše dobro telesno počutje vplivalo tudi na telesnega duha. In kako dobro se počutimo, ko športamo, kaj ne? Danes še posebej, saj 23. septembra obeležujemo praznik slovenskega športa. Saj se zavedamo, kako koristen je šport za naše zdravje in dobro počutje. In ne samo to, šport je tudi vir zadovoljstva, zabave in ponosa. In Martin, dobro jutro vam želim. Povejte mi najprej, kako ponosni smo Slovenci, da imamo svoj praznik, športni praznik. Jutro. Ja, mislim, da izredno ponosni zaradi vseh naših vrhunskih športnikov, vrhunskih rezultatov in pa tudi zaradi vseh tistih, ki se pa, bom rekel, rekreativno ukvarjamo športom, ki smo aktivni in pač vemo, da je to pomembno za naše zdravje, za našo kvaliteto življenja, tako da smo izjemno ponosni, da imamo svoj dan in da ga lahko praznujemo. Za spodbudo, za motivacijo nam povejte, kaj vam pomeni šport? Meni šport pomeni ogromno od tega, kot rečeno, da se lahko gibam, bom rekel, tudi profesionalno. Sem v športu celo življenje, tako da je šport moje življenje. No in mladi za nama se že ogrevajo in pripravljajo na tale kar pester dan, ne? Veliko športnega dogajanja bo širom po Sloveniji. Kaj se bo dogajalo recimo v prestolnici? V Ljubljani na Kongresnem trgu bo potekal danes dopoldne osrednji dogodek za, bom rekel, obeležitev našega praznika. Povabili smo osnovnošolce iz cele Slovenije, ki se bodo preizkusili v različnih gibalnih izzivih. Na koncu pa zaključimo še z prazničnim tekom po Slovenski cesti, tako da bo en, mislim, da lep dogodek za vse naše najmlajše in upamo pa, da bomo s tem spodbudili tudi koga drugega, da se danes začne. To je ta glavni namen, seveda, da ostanemo športno aktivni, da nas šport spremlja zaradi dobrega počutja in tako naprej. In ne pozabimo tudi, odlični športni navijači smo Slovenci, neko visoko vihtimo slovenske zastave in navijamo za naše ase. Izredno. Mislim, da vsi priznavajo, da nič ne združi tako dobro kot šport Slovencev. In naj nas združuje še naprej. Hvala lepa. Prijeten dan športa vam želim. Eno majčko. Super. Hvala lepa. Dobro, bomo... Spomin in opomin.